Lep pozdrav. Zdaj bom govoril o strahu pred nastopanjem oziroma strahu pred govorjenjem konkretno pred kamero. Recimo, kako jaz zdaj vam govorim pred kamero in kjer hkrati vem, da bom ta posnetek delil z drugimi na internetu in se pravi, kako ta strah premagati in odpraviti v bistvu. Jaz še vedno pač hodim ta proces odpravljanja tega strahu in sem ugotovil v bistvu eno zanimivo en trik, ki vam ga lahko povem. In sicer nekaj časa nazaj sem gledal en film o enem angleškem kralju, pozabil sem katerem, ki je pač imel to govorno napako, ne, da je jecljal. In pač, ker je bil kralj, ne, je mogel tudi javno nastopati in govoriti v živo in je imel zelo velike probleme s tem, ker je pač jecljal in je bilo to nerodno, ne, za druge poslušalce. In hkrati seveda predvsem za njega. Ne. In v tistem filmu so v bistvu prikazali, ne, kako v bistvu ljudje ponavadi, ki pač imajo to napako, da jecljajo, pač nehajo to delati, kadar poslušajo glasbo zraven. Prav temu kralju so potem, ko je mogel nastopati, dali, mislim, da je bilo tako, dali na ušesa slušalke in je poslušal zraven neko glasbo in potem je lahko tekoče govoril, oziroma skoraj normalno govoril, oziroma mislim, da povsem normalno. Tako da, pač zanimiv trik, ne? In sem zdaj v bistvu ugotovil, da ta trik deluje tudi za takole tremo pred govorjenjem pred kamero, vsaj pri meni, ker v bistvu, če zdaj pomislim, da sem, pač trema izvira iz tega, da jaz sam sebe sodim pri tem, ko govorim. Pravi, jaz začnem govoriti v kamero in to dojemam kot nastop. Ne? V resnici je nastop, ampak jaz nastop avtomatsko povežem z strahom pred tem, kako bom izpadla. Ne? In to je v bistvu temelji na tem, da samega sebe sodim. Pravi, v mislih se začnem soditi, se poslušam, ko govorim in se sodim zraven, recimo, to sem pa povedal, tako bolj slabo, lahko bi boljši, ne vem kaj. Sam moment. Torej, lep pozdrav, se opravičujem, me partnerka zmotila. Torej, nadaljujem s tem, kjer sem ostal. Torej, ugotovil sem, da pač ta trik deluje, ne, se pravi, da zraven poslušam glasbo, tudi pred tremi, pred govorjenjem v kamero, pred nekim nastopanjem. In to sem v bistvu ugotovil v bistvu zdaj, zadnje 2 ure, ko sem to počel. Torej, ja, nekako mi je veliko lažje govoriti medtem, ko poslušam glasbo, zato ker enostavno nisem še povsem ugotovil, zakaj, ampak ne sodim se zraven več, ne sodim svojega govorjenja in svojega videza in tako v bistvu tega, na kak način nastopam, kadar poslušam zraven glasbo. Tako da, če imate tak problem, ne, vam priporočam, da pač poskusite to in boste lahko s tem si pomagali premagati to tremo ali pa ta vzorec samoobsojanja ob nastopanju. Drugače pa seveda vsekakor priporočam samoodpuščanje, ki je pač princip, ki ga jaz hodim že dalj časa in ga lahko spoznate konkretno s tem, da obiščete moj spletni dnevnik, katerega link bom podal spodaj v opis. Torej, to je princip, v katerem samo iskreno izpišemo svoje razmišljanja, svoje reakcije, svoje sodbe na neko specifično temo, recimo zdaj bi si lahko zbral temo pač nastopanja pred kamero in potem bi si izpisal, kaj vse mi pride na misel ob tem, ko jaz recimo nastopam pred kamero in bi si videl, o čem razmišljam in potem bi apliciral samo odpuščanje na te točke. Recimo, bi vzel prvo in bi rekel, odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da se obsojam in primerjam z drugimi ob tem, ko nastopam pred kamero. Zavedam se, da si s tem ne pomagam, da si s tem sabotiram in da se s tem samo v bistvu preprečujem, da bi lahko sproščeno govoril in zato se obvezujem, da bom od zdaj naprej ne bom več se sodil, ampak bom
zavedno dihal in sem enostavno usmeril v to, da govorim pred kamero. Ne glede na to, kaj se zgodi. Če bom pač nekaj zasral, zajeval, bom pač zajebil in se bom nasmejal, a ne, in bom nadaljeval in bo to. Tako da, samo odpuščanje je res eno izmed, oziroma je kar najbolj uporabno orodje za samo pomoč, kar sem jih jaz kdajkoli spoznal kjerkoli v življenju. Tako da res vam priporočam, da to poskusite. Tako da, upam, da sem vam bil v pomoč s tem videom. Hvala lepa in se vidimo v naslednjem posnetku. Lep pozdrav.